Dober dan, to je N1 studio. Najmanjša parlamentarna stranka Levica, ki je prvič v vladi, ima po skoraj 10 letih delovanja prvič tudi novo vodstvo. Luko Mesca, ki ostaja minister za delo in tudi podpredsednik vlade, je kot koordinatorica stranke nasledila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Doktorica umetnostne zgodovine vodenje Levice prevzema v težkih časih za stranko, kjer je bilo po vstopu v koalicijo in ob nedavnem kongresu kar nekaj nemira. Kako bo to nezadovoljstvo krotila in umirila tako imenovano levo krilo s poraženim Miho Kordišem na čelu, kaj to pomeni za delovanje vlade? Nova koordinatorica Levice, Asta Vrečko, dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan, hvala za vabilo. Priznavate, da ima Levica neko posebno notranjo demokracijo, tudi po tej zaslugi so se v bistvu te volitve razvlekle praktično čez celo poletje, ni pa pri tem neke transparentnosti. To je že treba povedati, javnost še vedno ne pozna točnih rezultatov glasovanja, koliko glasov ste prejeli vi, koliko vaš nasprotnik Miha Kordiš, koliko vaša namestnica Nataša Sukič. Lahko na tem mestu te rezultate razkrijete? Hvala lepa najprej za vabilo še enkrat in tudi za vprašanje. Potek naše notranje demokracije seveda se razlikuje delno od drugih strank. Na kongresu imamo neposredne volitve, na katerem vodimo svetnike in svetnice stranke, nato pa TID skupaj z delegati lokalnih odborov in pokrajinskih odborov izbirajo vodstvo stranke, ki sedi potem v izvršnem odboru. Za namestnika oziroma namestnico in koordinatorko oziroma koordinatorja stranke je potrebna absolutna večina, kjer sem jo sama tudi prejela, tako da vseh skupaj je 49 svetnikov in svetnic skupaj z delegati in zato je bilo tudi potrebno za izvolitev. Volitve so se res malce zavlekle, ampak v resnici je temu tudi delno botrovalo poletje, ni da imamo tako zelo dolge samo postopke v stranki. Vsekakor pa je cilj bil že ob sami organizaciji Levice, ki je šla iz gibanja in potem parlamentarne stranke in ob združitvi tudi z stranko TRS, predvsem zato, da bi lahko tako na eni strani seveda imeli neposredno glasovanje, nato pa bi tudi z delegatskim sistemom, kjer bi aktivni člani, torej delegati, tisti, ki sedijo v pokrajinskih lokalnih odborih in pa voljeni svetniki lahko imeli svoj glas, povedali, kako si zamišljajo vodstvo stranke. Vodstvo stranke je pri nas kolektivni organ in zato imamo tudi koordinatorja oziroma koordinatorico. Ampak vi kot koordinatorica torej se strinjate s tem, da pač vsi ti glasovi in vsa ta razmerja moči, ki so znotraj stranke, pač ostajajo skrita pred javnostjo, da to pač ni podatek, ki bi bil dostopen javnosti? Seveda ne. Podatek je dostopen javnosti, kajti tudi sama sem bila izvoljena, potrjena z več kot absolutno večino in rezultati so tisti, ki govorijo. Vsi člani in članice stranke so spet prek delegatov lahko dobili vpogled prav vsa glasovanja, ampak preštevanje tudi, mislim, da so tudi, kar se tiče notranjih procesov, so dostopni, kot rečeno, vsem članom in članim strankam. Ne vidimo posebnega pogrevanja v tem, da se to javno prešteva, na kateri strani je kdo. Kot rečeno, zadostuje absolutna večina, nujna je absolutna večina za potrditev in tukaj sem jo kot potrjena koordinatorica dobila tako strani pokrajinskih odborov kot izvoljenih svetnikov. Lahko morda potem vsaj malo nekako nakažete, kakšna so zdaj ta razmerja moči v dveh ključnih organih, torej v svetu stranke, v izvršnem odboru. Levo krilo je na volitvah, sodeč po izjavah in neuradnih informacijah, ker tudi tu uradnih nismo dobili kljub prošnjam, zmagalo. Dobilo je 15 od 25 voljenih članov sveta, torej imajo podporo. Po drugi strani pa ste bili na čelo stranke izvoljeni vi, ki ne sodite v to tako imenovano levo krilo. Kako si predstavljate sodelovanje z njimi? Slišati je, da so nekako pričakovali, da bo Miha Kordiš postal vsaj vodja poslanske skupine, kar pa se ne bo zgodilo očitno, glede na to, kar smo slišali do zdaj. Znotraj stranke je, si predstavljam, da katerekoli, je povsem normalno, da se po nekih
dolgoletnem sodelovanju in pa tudi menjavu iz opozicijske stranke v vlado pride do morda različnih pogledov v smislu delovanja stranke, kar je čisto organski razvoj in tudi tukaj mora Levica gotovo narediti en preskok znotraj in urediti znotranja določena pravila. Po drugi strani pa seveda smo vsi na povsem enaki liniji, kar se tiče programa, koalicijske pogodbe, ampak morda pristop enega do drugega ni povsem enak. Ampak kot rečeno, bistvo je to, da ne glede na to, kdo je bil prej morda na neki listi podpisnikov tega, kaj ti frakciji nimamo po statutu v stranki, je rezultat da teh volitev sedaj pokazal, da je večinsko bila podpora in to z absolutno večino izražena tudi meni in zaradi tega težko rečemo, da so tukaj znotraj črno-bela razmerja, kajti če bi bila, verjetno bi bila tudi sama zelo težko nekako potrjena. Dejstvo pa je, da je aktivno članstvo tisto, ki je prek lokalnih odborov in potem pokrajinskih odborov glasovalo, je dalo tudi podporo tukaj mojemu programu, ki pa je povezovalen, dialoški in usmerjen v konstruktivno držo Levice znotraj vladi in slovenski politiki. Glede na to, kar ste ravnokar povedali, povezovanje, dialoškost, tako naprej, je bilo potem tudi vam žal, ker to smo kar velikokrat slišali iz vrst Levice zdaj to poletje, da se niste uspeli poenotiti o enem kandidatu oziroma kandidatki za mesto koordinatorke Levice. Na nek način morda gotovo tudi konec koncev tudi z Mihatom se poznava mnogo let in sva veliko tudi letos polet govorila o teh stvareh. Sama sem prav vse kandidate tudi poklicala, povedala, da če bom izvoljena za koordinatorico stranke v izvršnem odboru, tam delujemo kot eno. To je kolektivni odgovor. Tudi po naših notranjih pravilnikih mi se odločamo primarno s konsenzom. Tako da je pogovor tisti, ki je nujen za to, da se premaknemo naprej. Po drugi strani pa tudi to, da se morda soočijo, kakšna mnenja se odprejo, neke debate, je pravzaprav dobro. Je dobro za vsako organizacijo, ne le za politično stranko in tudi naša stranka je nastala iz združitve gibanj, drugih strank in tako naprej in iz tega smo vedno izšli močnejši in verjamem, da bo tudi ta proces peljal v to smer. Ja, ker tudi Luka Mesec je nekako rekel še predvsem tem, da misli, da bi moralo priti do dogovora med obema kriloma, ker bi bilo to dobro za stranko. Kako pa ste vi recimo videli kandidaturo Mihe Kordiša? Je on resen namen postati koordinator stranke, ker tu so bile tudi različne informacije, so hodile do nas, da je bil nekako v to kandidaturo na koncu prisiljen, da ne bi tako imenovano levo krilo ostalo čisto brez vsega, glede na to, da je dobilo večino na volitvah v svet. Jaz verjamem, da je Miha tako na prejšnjih volitvah, ko je kandidiral za namestnika koordinatorja, kot na teh šel s tem iskrenim namenom. Konec koncev v Levici vsi jemljemo tako notranje kot državne in lokalne volitve izjemno resno. Zavedamo se, kaj je pomen demokracije, kaj je pomen volitev in tukaj ne dvomim v njegov namen. Pravite, da velikih sprememb po stranki vendarle ne bo, zavezujejo vas podpisani dogovori, program stranke, koalicijska pogodba. Po drugi strani pa velik del članstva pričakuje nek New Deal, nek nov dogovor, da greste nazaj na levo, stran od sredine. Torej, neke spremembe boste očitno morali zdaj uvesti. Katere bodo? Tukaj spet je povsem različno, sama lahko rečem, ker sem večkrat v tem položaju znajdem, morda tako kateri mediji ali komentar ali pa tudi iz katerega gledišča tudi morda znotraj stranke to mnenje prihaja. Kajti sama se pogosto znajdem na skrajno levem, še morda radikalnejšem od Mihota polu ali občasno na strogo sredinskem. Tako da mislim, da tukaj pri stranki Levica je treba reči, da gotovo se absolutno nikoli ni premaknila
iz leve. Nas zavezuje naš program, ki ga na naših 3 ministrstvih uspešno uresničujemo skozi tudi dogovore v koalicijski pogodbi, tako da kar se programskih načel tiče, so ta jasna in jim sledimo prav vsi funkcionarji Levice kot celotna stranka in tudi preko lokalnih odborov. Gotovo pa, kot sem omenila že na začetku, so pogovori s članstvom, tudi kako morda kakšne procese znotraj stranke optimizirati. Mi smo nastali kot gibanje, tudi smo aktivni zelo in vpeti v določena lokalna okolja, ponekod pa bi lahko bili veliko bolj prisotni in pa tudi nekateri drugi notranji procesi in v to bodo usmerjena moja prva prizadevanja. Tudi s svojim delom kot koordinatorica sem ta teden že začela, tako da mislim, da bomo skupaj lahko zelo hitro prišli do rešitev. Ja, ker v bistvu tudi Miha Kordiš je takrat, ko smo spraševali o tem, kakšna so razhajanja, če jim tako lahko rečemo. Razhajamo se pri poudarkih, kaj naj bodo prioritete, kako naj jih zagovarjamo. So bile torej te prioritete tudi po vašem mnenju do zdaj, bom rekel, zagovarjane tako na način, da pač velik del članstva s tem ni bil zadovoljen in da morate tu nekaj spremeniti? Mislim, da je velik del članstva gotovo bil zadovoljen glede tudi na glasovanje notranje, tako na enih kot drugih volitvah. Konec koncev nas pri tem podpira tudi javnost. Prioritete so tiste, ki smo si jih izbrali tudi z izbiro ministrstev. Mi kot stranka nismo bežali od odgovornosti. Mi smo že na volitvah lanskoletnih rekli, kar se nas tiče, ni zgolj pomembno to, da presežemo neko sovražno retoriko prejšnje vlade, da se odmaknemo od skrajno desne politike. Za stranko Levica, ki se je v 2 opozicijskih mandatih dokazala, da zna delati jasno, odločno, načelno in tudi prispevati konstruktivno s predlogi, spomnite se, da jih je bilo zelo veliko tudi uresničenih, je bilo v tej vladi pomembno in je še pomembno, da se zavežemo k jasnim politikam, ki bodo prinesli družbene spremembe. In vsa 3 naša ministrstva to počnejo. V tem mandatu smo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, zavezali smo se k gradnji javnih stanovanj, potem so bili pomembni premiki že na začetku sprejeti za družinsko politiko glede starševskega in očetovskega dopusta, nekaj, o čemer se je leta in leta govorilo tudi na področju kulture in umetnosti. Imamo že uspehe, kajti zagnali smo projekt Drame, če se spomnite, sedaj odpravljamo prekarizacijo baletnih poklicev, tudi delavska politika na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je v ospredju, od dviga minimalne plače, usklajevanja z inflacijo, določeni ukrepi glede ekonomske demokracije in pa seveda pogojev dela, ki se sedaj z načrtovanimi spremembami zakonodaje izboljšujejo. Tako da tukaj mi stojimo zelo za našimi jasnimi načeli, ki se ne spreminjajo od leta 2013-2014, ko smo vstopili v državno politiko do danes. Ampak očitno vseeno velik del stranke ni bil zadovoljen s tem, kako ste ta načela ali pa kako glasno ste jih zagovarjali. Zdaj že maja nam je prvič prišlo na uho, da imate vi ambicije, da prevzamete vodenje stranke in smo vas na N1 takrat pa vprašali o tem, pa ste nam odgovorili naslednje, da podpirate Luko Mesca kot koordinatorja, ker je najbolj primeren kandidat za to funkcijo, da tesno sodelujeta, da je vodil koalicijska pogajanja in stranko popeljal v vlado, da v njej dobro zagovarja stališče Levice, da je tudi prav, da kot stranka izpolnite obljube in dokončate delo, ki ste si ga zastavili lani. Takrat ste nam tudi sporočili, da nameravate kandidirati zgolj za njegovo namestnico na čelu stranke. Danes ste koordinatorica stranke vi. Ali še vedno menite, da je bil vseeno Luka Mesec najbolj primeren kandidat za mesto koordinatorja Levice? Jaz sem prepričana, da je Luka Mesec v svojih 10 letih politične kariere, v katero smo vsi stopili takrat zelo mladi, entuzijastični, zanesenjaško ustanovili stranko, ki se je potem združila v stranko Levica, eden najbolj elokventnih in najbolj izpostavljenih politikov v Sloveniji. Luka Mesec je vedno bil na čelu našega
političnega gibanja in je naša programska stališča in vrednote odlično zastopal. Absolutno za tem stojim še danes, tudi ostaja podpredsednik vlade, kjer zelo dobro sodeluje v vladi in tudi zastopa naša stališča. Ja, na Facebooku ste mu prevzemu položaja posvetili kar čustven zapis, moram reči. Spomnili ste se v bistvu vajnih začetkov, takrat še iz študentskih časov, kakšne borbe sta vse imela, vodila, bom tako rekel, mesec se je na to odzval z besedami, tole je nekaj najlepšega, kar sem prebral o sebi. Zapisali pa ste tudi, brez Luke Mesca, ne levica, ne slovenska politika, in to ste v bistvu tudi ravno kar rekli, ne bi bili takšni kot sta, brez dvoma je eden najbolj nadarjenih politikov in retorikov v Sloveniji. Če je tako, kot pravite, zakaj potem ni mogel ostati koordinator stranke? Kot je tudi sam Luka povedal, in to mislim, da potrjuje ravno te besede, je to, da njemu je bolj pomemben projekt in naša načela, stvari, ki jih lahko dosežemo znotraj vlade, znotraj naših ministrstv, kot pa njegova lastna prisotnost ali neka pozicija na vrhu stranke. In ravno to, mi smo kot stranka Levica začeli odpirati določena vprašanja, ki leta in leta niso bila naglašena. Bodisi, da so to vprašanja razrednega boja, družbene neenakosti, tudi podnebne pravičnosti. Mi smo že v prvem mandatu, ko smo prišli v parlament, če se spomnite, vodili preiskovalko o TEŠ6. Odpirali smo vprašanja Anhova, podali smo se s civilno družbo za zbiranje podpisov proti škodljivem zakonu o vodi. Potem smo ves čas govorili proti in za ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Zaprli smo trgovine ob nedeljah, zato da so lahko delavci in delavke doma s svojimi družinami vsaj zagotovljeno en dan na teden in tako naprej. In vse te stvari, ki smo jih sicer odpirali in ponavljali leta in leta, so potem počasi se tudi prevedle v državne politike. Ko smo bili opozicijska stranka, je bilo zato potrebno resnično veliko truda, napora in usklajevanja, da smo seveda tudi druge glede tega prepričali, ponekod smo bili uspešni, žal velikokrat pogosto tudi ne, so pa ljudje začeli o teh vprašanjih tudi jasno govoriti in zahtevati te pravice, ki smo jih mi dali v ospredje političnega boja, tudi zase. Zdaj v vladi pa smo določene te stvari že v prvem letu vlade, lahko rečemo, sprejeli. Nekatere stvari se danes ne zdijo absolutno več radikalne, tako kot so se zdele 2014, ko so nam vsi napovedovali, da smo ena najbolj radikalnejših strank, v bistvu pa smo se vedno borili samo za dostojno življenje ljudi, proti uničevanju narave, proti podnebnemu zlomu. Sedaj 10 let potem, ko smo že, bi lahko rekla, kar z eno nogo v podnebnem zlomu, pa se začenjajo tudi v mainstream politiki in pa tudi v naših glavah, vseh nas in pa medijskem diskurzu govoriti o stvarih, kot je odrast, kot je zelena podnebna politika, kot so trajnostne spremembe in tako naprej. A potem se vi ne strinjate z Luko Mescem, da je v bistvu polariziral in da je zato bolje, da se je umaknil? Vi se ne strinjate, da je on polariziral članstvo stranke? To je bila njegova ocena in... To je bila njegova ocena. Luka Mesec je poleg vsega tudi izjemno samokritična oseba. Sama mislim, da ni na ta način polariziral članstva Levice. Vedno je deloval konstruktivno in povezovalno. Je pa res, da seveda v 10 letih in pa vsej svoji politični poti se je z nekom bolj strinjal, z nekom manj. Tudi Luka in Miha imata drugačen pristop, drugačno retoriko. Oba pa sta nujna za naš politični projekt, tako da tukaj v njegovi izjavi in pa tudi potezi ocenjujem predvsem politično zrelost in pa postavljanje projekta pred osebna neka pozicija. In šele potem, ko se je v bistvu on umaknil, je bilo jasno, da pač ne bo več kandidiral, ste potem vi rekli, dobro, bom pa jaz, ker do takrat pač niste tega načrtovali, da bi prevzeli stranko, ne, če prav razumem. Seveda.
Bo pa, kot rečeno, ste tudi sami rekli, ne, ostal in minister za delo, tudi podpredsednik vlade. Premijer Golob je sinoči povedal na nacionalni televiziji, da se je s tem strinjal, ker je bila to želja Levice. Včeraj ste se in vi in Luka Mesec sestali s premijerjem Golobom. Zakaj ste torej v stranki vztrajali pri tem, da on ostane podpredsednik vlade? Kot rečeno, nihče ni nekako niti oponiral njegovi vlogi kot podpredsednika vlade. Mislim, da to svojo nalogo in funkcijo odgovorno in resno opravlja. Sama se bom, kar sem se tudi zavezala v kandidaturi, posvetila stranki. Zato smo tudi imeli notranje volitve. Kot rečeno, imamo koordinatorco različnih kolektivnih organov, ne le izvršnega odbora, in tukaj vidim nekako svojo vlogo v teh naslednjih 2 letih, da se posvetim stranki in pa seveda Ministrstvu za kulturo, ki je zelo široko in zajema veliko stvari. Boste pa namesto njega verjetno hodili na koalicijska usklajevanja, to pa ne? Tukaj smo se že sedaj menjavali, tako da... Tudi ne bo večjih sprememb. Dobro. Sociolog in zgodovinar Gregor Kašman, sicer nekdanji član Iniciative za demokratični socializem, iz katerega je v bistvu išla potem Združena levica pa Levica, je za Delo dejal: "Ne vidim več temeljne diferenciacije med Levico in drugimi strankami v koaliciji. Programska razlika do njih bi morala biti jasna, a je žal ni. Sodelovanje v vladi se zna pokazati kot labodji spev za Levico, zelo težko bo preseči parlamentarni prag." Tudi strokovnjakinja za javno mnenje Janja Božič Marolt je z Mediane je bila za Reporter še pred vašo zmago v bistvu zelo jasna. Ne Miha Kordiš, ne Asta Vrečko nimata dovolj karizme, da lahko Levico obdržita v državnem zboru. Kako odgovarjate v bistvu na te pomisleke? Odkar smo v vladi, Levici podpora na javnomnenjskih raziskavah raste. Ampak neobčutno, ne? Bodimo iskreni, tam 5-6%, ne? Na volitvah ste pa dobili 4,46. Ampak podpora raste. Tukaj tudi projekti, ki jih delamo, so pomembni, so konstruktivni in bodo imeli tudi zelo velike učinke na življenje ljudi. Nekateri jih tudi že imajo. Tako da verjamem, da bo Levica kot vedno do sedaj v svoji preteklosti s svojim delom pokazala, zakaj je nujna v slovenski politiki, in to bodo tudi podprli ljudje. Prvi resen preizkus bodo evropske volitve prihodnje leto. Ste zdaj že načeli debato o tem, potem ko ste končali z vsemi temi postopki okoli izbire novega vodstva, ste zdaj s tem že začeli. Kakšna je to usmeritev, samostojna lista ali povezovanje s kom drugim morda? Mi bomo z debato o evropskih volitvah sedaj tudi uradno pričeli, ko smo zaključili z volitvami. V Levici smo bili vedno naklonjeni povezovanju in tudi naš cilj in vloga kot leve politične stranke v Sloveniji je gotovo, da postanemo in smo ena povezovalna platforma za različne leve glasove. Tako da to bomo seveda opravili razpravo znotraj stranke, potem pa bomo tudi povedali javnosti. In ničesar ne izključujete, čeprav razumem. Kaj pa delovanje znotraj vlade, ne? Vi kot stranka nasprotujete določenim rešitvam, denimo pri zdravstvu, zlasti pa pri obrambi, ampak ne dosežete pa v bistvu ničesar, ne? Ker je zlasti vodilna Svoboda tako močna. To članstvo tudi precej frustrira, kot slišimo s terena. Ali bo pod vašim vodstvom Levica bolj zaostrovala razpravo na koaliciji in vladi pri teh vprašanjih, ki so, čeprav nimate neke moči, da bi to spremenili znotraj vlade, pa vendarle za vašo stranko zelo pomembno, bom rekel, temeljne usmeritve stranke, odkar pač obstaja? Mi smo ena izmed ključnih usmeritev je krepitev javnih storitev, javnega servisa, in to je toliko še bolj evidentno pri zdravstvu, kjer smo vedno nasprotovali privatizaciji zdravstva, ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in tako naprej. Tukaj se absolutno nič ni premaknilo, tako na vladi kot na koalicijskih pogovorih vedno stojimo jasno in odločno za javnim zdravstvom, proti privatizaciji, dostopnost storitev za
vse. In, Pa ste zadovoljni z delom vlade na področju zdravstva zdaj do tega trenutka v zadnjem letu? Mi smo svoje kritike jasno in večkrat tudi povedali. Verjamem, da kot je tudi predsednik vlade včeraj povedal, da se tukaj strinjamo, da gre za, da je naš osnovni cilj te vlade krepitev javnega zdravstva. Od tega Levica ne bo odstopala. Prav tako kot ne odstopa od tega, da nasprotujemo militarizaciji slovenske družbe, nasprotujemo številnim in množičnim nakupom orožja in pa financiranju zveze NATO. Konec koncev smo tudi izrastli iz določenih gibanj, ki so nasprotovala prav včlanitvi v NATO in se potem večkrat zavzemali tudi za izstop iz zveze NATO. Ampak ne boste pa, se opravičujem, zahtevali od vlade, da naj se odreče pač zdaj tem nakupom vojaške opreme, ki so v načrtu in ta denar nameni recimo v SOS sklad, ki bo namenjen za obnovo Slovenije. Če se spomnite, mi smo ravno tudi v Levici dosegli, da se tudi, ko smo šli na zbiranje podpisov za referendum in potem že v naši vladi, da se odreče nakupu orožja boksarjem, potem tudi jasno v vladi in javno nasprotujemo vsakršnim povečanjem izdatkom za nakupe orožja, za vojsko, kajti absolutno je nujno, da se ta denar usmeri v razvojne ukrepe, v krepitev javnih storitev in temu na vseh možnih inštancah nasprotujemo in to tudi jasno povemo, da to absolutno ni dobro za slovensko družbo. Ta denar je nujen, da se ga usmeri v krepitev socialnih storitev, v zmanjševanje revščine in tako naprej. Je pa tudi res, da smo seveda tudi na različnih debatah v vladi to nekako probali vsaj do neke mere uskladiti, tudi do tega, da kako pravzaprav lahko namenimo določene ukrepe, ki jim mi nasprotujemo, in to je pri povečanju proračunov za vojsko. Ja, ne boste pa tega pogojevali s svojim obstankom? Mi smo že, če se spomnite, lani, dobro leto nazaj pri koalicijskih usklajevanjih za podpis koalicijske pogodbe, smo tukaj bili jasni, kaj je stališče Levice. Tako da je to jasno od samega začetka. To naša dva koalicijska partnerja tudi vesta in tukaj žal se ne strinjamo. Si pa želimo, da bi čim širše spoznali, da nakupi orožja, militarizacija družbe in pa neka vojna in retorika nimajo mesta v 21. stoletju in da vse napore naša država tudi na vseh možnih mednarodnih instancah, ki jih ima, usmeri v iskanje miru. Tako vaša stranka, kot tudi koalicijska partnerica Socialni demokrati se v bistvu spopadata z očitki, da izgubljata stik s svojo tradicionalno bazo. Obe se v pomembnem delu prekrivata, v pomembnem delu vsebin. Nekateri tudi ocenjujejo, da bi na neki točki moralo priti celo do združitve strank. Ali to vi vidite kot realno možnost? Zaenkrat tega absolutno ne vidim kot realno možnost. Stranka Socialnih demokratov je obstajala že, ko smo mi ustanovili svojo stranko. Imamo pomembna programska razlikovanja, tako da tukaj Levica ostaja seveda na svoji začrtani poti. Kaj pa ta velikokrat omenjeni razkol v vaši stranki, morda celo razpad poslanske skupine, kjer ima 5 članov poslanske skupine, je večino naj bi imela v levo krilo 3-2. Menite, da se lahko kaj takšnega zgodi v kratkem? Ne, kot je tudi sam Miha Kordiš povedal na tiskovni konferenci po razglasitvi rezultatom, o tem niti niso nikoli razmišljali. Če gre zdaj še k nekaterim aktualnim zadevam, premier in finančni minister Boštjančič sta zdaj tudi uradno napovedala posebno obdavčitev bilančne vsote bank v višini 0,2% v naslednjih 5 letih. Predvidoma bo to 100 milijonov na leto, skupaj 500 milijonov. Denar bo šel za obnovo po poplavah, v bistvu ta sklad. V Levici ste k temu pozivali že kar nekaj časa. Se s to rešitvijo zdaj strinjate ali se vam zdi ta obdavčitev dovolj ali bi morala biti ta stopnja še višja?
Res je, tudi naša stranka je konec koncev nastala po gospodarski krizi in vstaj, ker smo absolutno nasprotovali dokapitalizaciji bank. Takrat so plačali 5 milijard za kritje bančne luknje in menimo, da je zdaj čas, da banke vrnejo to ljudem nazaj, tako da se bomo zavzemali za pravično obdavčitev bank in to pomeni, da bi morali vrniti del tega, kar so takrat ljudje vložili v banke za njihovo sanacijo. Če rečem pod narekovaji, vrnili bodo v 5 letih 500 milijonov, ne 5 milijard, je torej zdaj ta 0,2% za vas dovolj ali ne? Ali bi višjo? Kot sem rekla, za nas je pomembno, da vrnejo čim več in glede na to, da je bilo vloženih 5 milijard in menim, da bi moralo vsaj delno odražati to. Glede konkretnih odstotkov pa je zelo težko govoriti, tudi izračuni še niso čisto jasni, kot sem razumela. Ampak absolutno pa mora biti tukaj načelno stališče in mislim, da je tukaj velika podpora ljudi, da banke ne morejo izkoriščati in povečevati svojega dobička in rezerve na račun ljudi, ampak da morajo ravno zaradi sanacije, ki se je zgodila pred dobrimi 10 leti, del tega tudi vrniti nazaj. Na kratko še to, z novim letom prihaja tudi trenutek, ko bodo morali vsi državljani plačevati za dopolnilno zdravstveno zavarovanje 35 evrov na mesec, ker je bilo pač to preoblikovano v obvezni prispevek. V Levici ste takrat odrekli podporo Šarčevi koaliciji, ker se pač niste mogli uskladiti o tem dopolnilnem zavarovanju. Vztrajali ste, da mora biti ta prispevek, če se pač že zavarovanje ukine, solidaren, glede na to, koliko kdo zasluži. Boste zdaj tudi v tej vladi vztrajali pri tem? Jaz razumem, da seveda so vmes prišle poplave in da je mogoče malo pozornost bila preusmerjena na to, ampak vendarle z novim letom bomo vsi, ki smo v tej državi zaposleni, začeli plačevati po 35 evrov. Torej vsi enako, v osnovi je to nekaj, čemur je Levica ves čas nasprotovala. Boste zdaj torej vztrajali pri tem, da se to preoblikuje v solidarnostni prispevek, da pač vsak plača glede na neke lestvice, vem, da ste že takrat imeli, imate to zdaj že pripravljeno? Mi smo pravzaprav rekli vedno dvojno. Najprej mora se ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in preoblikovati v obvezno, torej to, kar se je sedaj naredilo, in v drugi fazi, da se to naredi progresivno. Na tem bomo seveda vztrajali. Dokdaj pa menite, da bi moral biti ta progresivni To je prispevek? seveda stvar dogovorov, ampak tudi imamo v koalicijski pogodbi in tudi, kot je predsednik povedal, se to načrtuje potem v prihodnosti, v naslednjem letu. Samo še to res na kratko, vendarle je treba omeniti tudi delo vašega resorja, Ministrstva za kulturo. Katere sistemske spremembe pripravljate, če lahko morda samo naštejete, in kdaj bo nared denimo zakon o medijih? Vemo, da ga je prejšnja vlada pripravila zelo hitro, pa ga je potem morala zaradi viharja v koaliciji tudi kar hitro umakniti z mize. Kje ste zdaj s tem? Mi pripravljamo prenovo precej zakonskih zakonodaj na področju kulture, vsaj precej stara, več kot 20 let, ne le samo RTV zakon, ampak tudi druge. Trenutno imamo dva, ki sta že v obravnavi, Slovenščina in verski svobodi. Sledijo pa do konca leta tudi ostali zakonski predlogi, ki jih bomo dali v javno razpravo in potem v parlamentarni postopek. Kar se tiče zakona o medijih, kar pa je tudi odgovor glede ostale zakonodaje, žal to, da 20 let se ni moglo poenotiti niti o najmanjših spremembah, pomeni, da imamo pred sabo veliko dela. Seveda smo mi pregledali tudi vse prejšnje predloge, osnutke, ki žal niso doživeli potem kakšnih širših procedur, tako da nekaj izhajamo iz tam, nekaj znotraj naših dialoških in delovnih skupin, iščemo najboljše možne rešitve, žal so pa ravno zaradi te časovnice tudi gre za obsežne spremembe zakonodaje. Bomo vsekakor z zanimanjem spremljali. Za danes pa gospa ministrica, gospa Asta Vrečko, nova koordinatorica Levice. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Hvala vam za vabilo. In uspešno delo, seveda. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na n1info.si še naprej pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo v najmanjši vladni stranki Levici. Zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.